Živjo in dobrodošli na YouTube kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus. Laboratorijske podgance vam bomo prinašale zanimive vsebine z področja osebne laboratorijske diagnostike, odgovarjali bomo na vaša vprašanja, bomo vas pa spustili tudi v zakulisje laboratorija, kjer si boste lahko ogledali, kaj točno se dogaja z vašimi vzorci. Tako da, če vas zanima, kaj smo danes za vas pripravili, ostanite z nami. Danes bomo govorili o ščitnici. Ščitnica je žleza metuljčkaste oblike, ki leži za satnikom pred grlom. Naloga ščitnice je, da uravnava presnovne procese in tvori hormone T3 in T4, vpliva pa tudi na ostale organe v telesu. Zato lahko težave na področju ščitnice vodijo tudi v težave na ginekološkem področju, osteoporozo in pa bolezni srca in ožilja. V enem letu ščitnica proizvede za eno čajno žličko hormonov T3 in T4, od teh hormonov pa je odvisen metabolizem vsake celice 24 ur na dan. Ker pa ima že vsaka peta ženska težave s ščitnico, vam bomo v nadaljevanju predstavila 5 tipičnih znakov, po katerih lahko prepoznate, ali vaša ščitnica deluje premalo. Prvi in morda tudi najbolj neprijeten znak slabšega delovanja ščitnice je zagotovo pridobivanje telesne teže brez razloga. Kaj to pomeni? To pomeni, da kadar ščitnica deluje premalo, so upočasnjeni procesi metabolizma v telesu, zato se kile kar nabirajo. Tukaj govorimo o 10 kilah, lahko tudi 15. To je eden izmed najpogostejših znakov slabšega delovanja ščitnice. Tako da, če se vam zdi, da pridobivate telesno težo brez kakršnega koli drugega razloga, potem lahko posumite, da vaša ščitnica ne deluje dovolj. Naslednji znak, po katerem lahko prepoznate slabše delovanje ščitnice, je utrujenost. Kaj pomeni utrujenost? Vsi smo kdaj pa kdaj utrujeni, pa je naporna služba, otroci, slabše vreme, sezona depresij. Ampak kadar smo utrujeni zaradi slabšega delovanja ščitnice, je to huda utrujenost. To pomeni, da se kljub prespani noči že zbudimo utrujeni. Čez dan smo zaspani, najraje bi se samo nekam ulegli in se odpočili. Ampak, ko se zbudimo po počitku, smo še vedno utrujeni, ker to je utrujenost, ki ne mine. Običajno ta utrujenost lahko vodi v kronično utrujenost in če obiščete osebnega zdravnika in je glavni simptom, ki mu ga boste zaupali, to, da ste kronično utrujeni, bo posumil, da vaša ščitnica deluje slabše. Naslednji znak, po katerem lahko prepoznate slabše delovanje ščitnice, je spremenjeno razpoloženje. Nihanje razpoloženja je zelo značilno za ženske na splošno, če ne drugače, vsaj v času cikla. Ampak kadar ščitnica deluje premalo, lahko nihanje razpoloženja niha od razdražljivosti do apatičnosti. Lahko smo pretirano vznemirjeni zaradi nečesa, lahko smo depresivni, slabe volje, utrujeni, brezvoljni, razdražljivi. In to nihanje razpoloženja bo opazila tudi vaša okolica. Zato je to znak, ki ga bodo morda prej izpostavili vaši bližnji, preden ga boste opazili sami. Tako da, če se vaša mama, partnerica, žena, prijateljica, sestra, hči čudno obnaša, pa ne na tiste dni, ko bi se pač mogla, oziroma ji je oproščeno, mogoče lahko posumite, da ima tudi še kakšne druge zdravstvene razloge za to. Naslednji znak, po katerem lahko prepoznate slabše delovanje ščitnice, je izpadanje las. Kaj pomeni izpadanje las? Na nek način je izpadanje las naravno, povezano je tudi z sezono. Ob slabšem delovanju ščitnice pa je izpadanje las precej bolj občutno in tudi opazno. Se vam dogaja torej, da ob česanju ostajajo lasje v krtači bolj pogosto oziroma v večji količini, kot ste to opazili prej, lahko zopet posumite, da se z vašo ščitnico nekaj dogaja. Še bolj pa bodo izpadanje las občutili gospodje, zaradi tega, ker bodo mogli bolj pogosto mašiti toke. Poleg izpadanja las pa bodo bolj občutljivi in krhki tudi nohti. In še zadnji 5. znak, da ščitnica deluje slabše, je občutljivost na mraz in nagnjenost k prehladnim obolenjem. Ljudje, ki imajo težave s ščitnico, so na mraz še bolj občutljivi kot sicer. Pa to ne velja samo za zimo, to velja za vsak dan. Prej nas zebejo noge, prej nas zebejo roke, v prostoru, kjer je drugim toplo, se nam zdi hladno.
Prav tako pa so ljudje s slabšim delovanjem ščitnice nagnjeni tudi k prehladnim obolenjem. Tako da, če morate kar naprej premikati termostat, pa ga zniževati, ko ga nekdo skozi naštima na 24 pa 25 stopinj, pomislite, mogoče vaša žena ima težave z ščitnico. Tako da, če povzameva, 5 najpogostejših znakov slabšega delovanja ščitnice je pridobivanje telesne teže, kronična utrujenost, nihanje razpoloženja, izpadanje las in pa občutljivost na mraz. Tako da, če pri sebi opažate te znake, vam svetujemo obisk osebnega zdravnika, s katerim se boste pogovorili in mu zaupali vaše težave, nato pa vas bo napotil na testiranje ščitničnih hormonov v laboratoriju. V laboratoriju bomo preverili delovanje vaše ščitnice tako, da vam bomo vzeli kri in pomerili hormone TSH, T3 in T4. Pomembno pa je, da testiranje ščitnice opravimo nekje po 9. pa do 4. ure v dnevu, saj cirkadiani ritem vpliva na delovanje ščitnice. Laboratorijski izvid bo vseboval vaše izmerjene vrednosti, na podlagi katerih se bo zdravnik lažje odločil, ali vaša ščitnica deluje slabše. Po opravljenem testiranju boste prejeli laboratorijski izvid z vašimi vrednostmi ščitničnih hormonov in pa z referenčnimi vrednostmi, na podlagi katerih bo zdravnik sklepal o delovanju vaše ščitnice. Zdaj, ko poznate 5 najpogostejših znakov slabšega delovanja ščitnice, ne čakajte, odpravite se k osebnemu zdravniku ali pa obiščite najbližji laboratorij. Če bi radi izvedeli več o delovanju ščitnice, lahko spodaj na povezavi preberete še kakšen članek na to temo. Če vam je bil video všeč, nam stisnite like, lahko se pa tudi naročite na naš kanal in spremljate novosti, ki vam jih bomo pripravili še v nadaljevanju. Midva se zdaj vračava v laboratorij. Tako da se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Adijo! Čau!